zdaj zunanji prostor je spet barjanski prostor, kjer je v bistvu bila zelo ozka parcela, zgraditi 2 dvojčka na zelo ozki parceli, majhne kvadrature parcele, močni robni pogoji, prostorski pogoji, to se pravi odmiki od parcelnih meja, sama zazidljivost 40%, tako da potem je v bistvu treba mahinirati z vsemi temi željami in naročnika in možnosti, kaj se da narediti, da pridemo do uspešnega rezultata. Sem Klemen Vodnik, arhitekt iz arhitekturnega biroja Baza Arhitektura, ki ga vodim skupaj s Tomažem Slakom. Z našim birojem se ukvarjamo celostno v bistvu arhitekturno zasnovo, stanovanjskimi hišami, manjšimi hoteli, manjšimi občinskimi projekti. Najprej, da se posluša investitorja, kakšen ima način bivanja, kakšen način bivanja si želi in mu to potem na najboljši način omogočiti tako zasnovo. Investitor, cela družina živi zelo družinsko življenje. Ena od njihovih želja je bilo prostor brez televizije, ker se veliko pogovarjamo, hočemo imeti odprte prostore, hočemo biti čim bolj med sabo interaktivni, tako da želimo imeti čim bolj prostor, kjer se bomo družili, se pogovarjali, se imeli lepo. Se izdela projekt za razpis, to se pravi s celotnimi popisi in se že uporabi izvajalce, s katerimi smo že delali, se da pa tudi še potem okoli ostalim izvajalcem, da se dobi neke kontraponudbe in se potem na podlagi njihovih referenc in seveda na koncu tudi cene odloči za izvedbo. Pri tem konkretnem projektu v bistvu je bil izvajalec, ki smo ga delno poznali, ker so v bistvu zaposleni pri njih že prej delali na enem našem prejšnjem projektu. Ampak pri izvajalcu se zelo na začetku zelo hitro vidi, kam bo peljala pot. In tukaj moram priznati, da smo imeli srečo, ker je prihajalo do kar nekaj zagat, ki pa jih je izvajalec reševal z željo rešitve in ne kompliciranja. Celotno pohištvo je tudi izvedeno po naših načrtih, po meri. Imamo srečo, da že več let sodelujemo z mizarjem, ki nas razume, tako da v bistvu so že ob sami zasnovi projekta je tudi v bistvu zasnovano celotno pohištvo, celotna notranja oprema, ki se seveda lahko ne uporabi in se uporabi neko kupljeno standardno pohištvo, jaz to imenujem, ampak načeloma cel izraz pa prostor doseže šele s temi detajli opreme notranje. To je bila v začetku ena večja parcela, ki smo jo razdelili na 3 dele. Po prostorskih planih je bila zahteva, da je to zrcalni dvojček, to se pravi, hiši morata biti popolnoma enaki, zrcalni. Ena parcela je bila nekaj okoli 400 kvadratov, ena 380 kvadratov, ostalo je še parkirišče zunaj za obe parceli skupaj. Tako da je v bistvu bilo treba umestiti gor hišo, ki ima skupno okoli 230 kvadratov, kar pri 40% zazidavi kar izziv. Dvostanovanjski dvojček v Ljubljani na Barju, to je dosta karakteristično področje, ker je v bistvu se nahaja na zelo stisljivih tleh. Se pravi, da je gradnja zelo zahtevna, saj je potrebno, predno se hiša sploh začne graditi, zgraditi pilote. Lahko so ovrtani, lahko so zabiti piloti. Predvsem taki piloti so globoki do 18 metrov, tako da v bistvu cela konstrukcija sede na trdna tla. To se pravi, gradimo kot včasih, ko so gradili kolišča na barjanskih tleh. V resnici gre za čisto klasične materiale, želeli smo čim bolj naravnih materialov, razen, bom rekel, keramike v kopalniških prostorih, je čim več lesa, zunaj in znotraj v bistvu smo delali iz teraco tlaka. Okna, če so kvalitetna stekla, je ponavadi toplotna prevodnost ni dosti manjša kot pa prevodnost sten. Tako da tukaj s samimi okni, z velikostjo oken, to ni problem. Je bila pa hiša zasnovana kot skoraj ničenergijska hiša.
tako da zdaj v bistvu na koncu, ko je zgrajena, uporabnik jo že uporablja. Imajo v bistvu, bom rekel zdaj pozim, celotnih mesečnih stroškov okoli 100 evrov, tako da celotna hiša zaenkrat funkcionira. Je pa res, da ima rekuperacijo, prezračevanje z bypassom, to se pravi, da po noči in poletnih dneh se prav nivelira in da se poskrbi, kot je. Celotna hiša je v bistvu opremljena s tako imenovano pametno elektriko. To je bila želja investitorja, da je lahko upravlja vse tudi na daljavo, to se pravi celotno ogrevanje, luči. Vsa senčila imamo na elektriko, v bistvu na daljinsko upravljanje, tako da v bistvu vidite, ko vas ni doma, če vidite, da je v bistvu vročina, se cela hiša lahko zapre. Lahko se postavi tudi senzorje, ki v bistvu sami potem upravljajo celo hišo. Največji izziv je na koncu vedno izpeljati detajle. Pri vsakem objektu postaviti stene po nekem načrtu ni neka znanost, ampak potem v bistvu, ko se pa dajo vlogo centimetri, pa prihaja do nekih nesoglasij. Tole je popraviti, ne morem popraviti. Na koncu detajli, ker sploh pri projektu, ki je narejen na detajlih, je zelo pomembno, da potem tudi gradbena dela so vsaj v tej meri narejena, da se da izvesti detajle do konca.